Danes bi se rad v enem šusu lotil dveh različnih tem in to sta vera in upanje. Najprej torej par besed o veri. Ob tem bi rad postavil osnovno tezo, ki se mi zdi zelo pomembna, in to je, da vera ni iracionalno dejanje tistih, ki stvari ne razumejo in torej rabijo nek oprimk, da bo svet sploh stal, ampak je glih obraten. Vera je zaupno dejanje tistih, ki so šli skozi nek razumski proces in vejo, da je poleg razumskega spoznanja še nekaj več. Torej, da je še nekaj onkraj razuma. Stara zaveza in nova zaveza, pravzaprav takrat, ko govorita o veri, govorita o zaupanju. Abraham je zaupal v Gospoda in ta mu je to štel dobro. Še več, svetopisemski jezik pravzaprav ne razlikuje med vero in zaupanjem, ampak je to v bistvu ena in ista zadeva. In neke vrste podobnost imamo tudi v slovenskem jeziku, ko rečemo recimo en pije na kredo. Kaj to pomeni? To pomeni, da zaupaš, da bo jutri plačal. Pač manj. Ali pa nekdo je verodostojen. Tak človek je vreden zaupanja. Ko govorimo o veri v Boga, torej govorimo o zaupanju v Boga. Vsaj kar se tiče svetopisemskega konteksta. Se pravi, ko jaz naredim korak vere, naredim korak zaupanja Bogu. Korak zaupanja Bogu in ta odločitev, ki je moja, ni niti iracionalna, niti matematično izračunana, ampak je utemeljena na mojem zaupanju, da to, kar mi je Bog razodel in v končni fazi razodel v Jezusu, resnično drži in da je ta skrivnost zemljana in da mi je dostopna, da jaz lahko vstopim v veselje Božjega otroštva. Vzemimo primer apostola Petra. V nekem trenutku se Peter znajde v čolnu na vod, mimo njega gre pa Jezus, ki hodi po vod. In takrat mu Jezus reče: Peter, prid do mene, po vod. Zdaj, ali je Petrova odločitev, da bo vstal in šel iz čolna, hodeč po vod do Jezusa, iracionalna ali ne? Odgovor je ne, ni iracionalna, pač pa je vezana na zaupanje, Petrovo zaupanje Jezusu, da bo iz tega se rodil nekaj dobrega. In točno tako je bilo. Peter je zaupal in je naredil. In torej naša vera, naše zaupanje v Boga gre onkraj razuma, ni pa iracionalno in zmeram se mora prevesti v neko konkretno dejanje. Zmeram iz moje vere, iz mojega zaupanja v Bogu, rata nekaj konkretnega. Meni se zdi, da bolj ko živiš to zaupanje v Boga, vero v Boga, več stvari mu prepuščaš in v končni fazi gre življenje v to smer, da mu vse prepuščaš. Da mu vse prepuščaš in vse skupaj se razvije v eno veliko veselje, se mi zdi.